Spoštovani, prihaja predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na slovesnosti ob vročitvi replik priznanja Jabolka navdiha herojem korone. To so povsem običajni, vendar tudi povsem posebni, izjemni ljudje. Za heroje so jih izbrali bralci slovenskih regionalnih spletnih medijev, saj so v njih prepoznali posameznike, ki so se z dobrimi deli v boju proti novi koronavirusni bolezni posebej odlikovali in tako pomagali tistim, ki so pomoč potrebovali in vsej skupnosti. Izjemna dejanja so dejanja izjemnih ljudi. Tako so decembra lani razmišljali v uredništvih spletnih portalov Ljubljana Info, Maribor Info, Ptuj Info in Sobota Info. Ti regionalni spletni mediji so svoje bralke in bralce povabili, naj za naslov Heroj korone predlagajo ljudi, ki jih poznajo in za katere vedo, da se v času epidemije niso sedeli križem rok. Želeli so spoznati njihove zgodbe ter se jim zahvaliti. V uredništva so prejeli več kot 100 ganljivih predlogov in izmed njih izbrali 15 navdihujočih zgodb 17 izjemnih posameznic in posameznikov, ki so z dobrimi deli in srčnimi dejanji v času epidemije pomagali tistim, ki so pomoč zares potrebovali. Vabim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, k vročitvi replik priznanja Jabolka navdiha. Predsednik Republike je 29. marca v predsedniški palači virtualno podelil priznanje Jabolka navdiha vsem junakom človečnosti in upanja, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo kar se da normalno. Replike tega priznanja je ob obiskih pri njih že vročil prostovoljkam in prostovoljcem Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije Maske za vse v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Na posebnih slovesnostih, kakršna je tudi današnja, pa klicnemu centru za informiranje o novem koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem, negovalcem in babicam, zaposlenim na področju komunalnega gospodarstva, zdravnicam in zdravnikom, tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika, prodajalkam in prodajalcem ter sodelavkam in sodelavcem projekta Sledilnik. Danes, z vročitvijo replik priznanja Jabolku navdiha, predsednik Republike izreka hvaležnost 17 herojem korone za njihova pogumna in srčna dejanja v času epidemije novega koronavirusa. V nadaljevanju vljudno vabim heroje korone, da se posamično pridružijo predsedniku Republike. Olga Zver. Domovi za starejše so v času epidemije bili hud boj s koronavirusom. K zaustavljanju njegovega širjenja pa je pripomogel čisto vsak zaposlen. Med zaslužnimi so tudi perice, ki vsak dan požrtvovalno skrbijo za čista oblačila. Svoje delo v pralnici Doma starejših Lendava že 26 let vestno opravlja tudi vodja oddelka za pranje Olga Zver. Z neutrudnimi sodelavkami se v času epidemije z dneva v dan sooča s pranjem ogromnega kupa perila tudi COVID pozitivnih stanovalcev doma. Je ena tistih, ki se vsakodnevno izpostavi tveganim okoliščinam, prispeva k izboljšanju epidemiološke slike in pomaga k zdravju stanovalcev doma. Blaž Zmazek. Profesor matematike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Blaž Zmazek, je idejni oče in vodja portala razlagamo.si. Portal je bil ustanovljen le teden dni po zaprtju šol v prvem valu in je namenjen učencem, dijakom, učiteljem in staršem, skratka vsem, ki imajo opravka s šolanjem na daljavo. Razlagamo.si se je v tem času razvil v gibanje, ki so ga z entuziazmom podprli profesori in vodstva 3 fakultet Univerze v Mariboru ter več kot 250 študentov.
Podporno platformo sestavljajo video razlage in podporni pogovori, ki prispevajo k odpravljanju neenakih pogojev učencev in dijakov v obdobju poučevanja na daljavo. Matilda Vernik. Matilda Vernik je v svojem 107. letu brez večjih težav prebolela koronavirus, predtem pa je v življenju premagala tudi že špansko gripo in obe svetovni vojni. Ostaja zdrava in navdihuje vse okoli sebe. Predsednik republike bo gospe Matildi Vernik priznanje Jabolko navdiha vročil prihodnji teden ob obisku doma Danice Vogrinec v Mariboru. Alen Sever. V času naraščanja števila hospitaliziranih in pomanjkanja kadra je Splošna bolnišnica Murska Sobota potrebovala zunanjo pomoč. Eden tistih, ki so se med prvimi javili na poziv, je bil Alen Sever, 19-letni študent prvega letnika zdravstvene nege in pripravnik zdravstvenega doma Ljutomer. Alen Sever je v času najhujše epidemije od sredine lanskega novembra požrtvovalno opravljal delo z bolniki v rdeči coni Splošne bolnišnice Murska Sobota. Bojan Povše. S pomladanskim zaprtjem šol so nekateri otroci ostali brez edinega toplega obroka na dan. Voznik na mestni občini Ljubljana Bojan Povše je več kot 2 meseca skrbel, da je bilo na območju Ljubljane otrokom iz socialno šibkih družin dnevno pripeljanih in razdeljenih tudi do 500 kosil. Barbara Novak. Barbara Novak je predsednica humanitarnega društva Nilu. Pomaga socialno šibkim posameznikom, družinam, brezdomcem, materinskim domovom in kriznim centrom. Prinašanje hrane, zdravil, potrebne dokumentacije od zdravnika in nazaj so naloge na seznamu njenih opravil. V času epidemije pa se je na njo obračalo še več ljudi. Včasih pa kdo potrebuje le stisk roke ali pa morda kakšno toplo, lepo besedo, pravi Barbara Novak, ki je bila leta 2017 razglašena za prostovoljko leta. Boštjan Mrzlak. Boštjan Mrzlak je socialni delavec v Splošni bolnišnici Murska Sobota. V času epidemije je opazil stiske ljudi, priklenjenih na bolniške postelje, pa tudi od dela izčrpane sodelavce. Ob svojem rednem delu je povsem prostovoljno priskočil na pomoč preobrnjenim in izgorelim kolegom na COVID deloviščih. Saša Markoja Popelar in Robert Markoja. Zakonca Saša Markoja Popelar in Robert Markoja sta se v času epidemije odločila, da priskočita na pomoč enemu izmed domov starejših občanov v Mariboru. Požrtvovalno sta delala kot prostovoljca in razvažala večerje na začasno lokacijo rdeče cone. Prevoze sta požrtvovalno upravljala v poznih popoldanskih urah, tudi med konci tedna in med decembrskimi prazniki. Katja Koren Ošljak. Katja Koren Ošljak je ustanoviteljica Zavoda Vsak in pobudnica odmevne nevladne akcije Nihče brez, ki so jo zasnovali v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in društvom Duh časa. Marca lani, ko je bila razglašena epidemija, so se tako odzvali na potrebe šolarjev po računalnikih.
Prostovoljci so dneve in noči preživeli v delavnici, kjer so popravljali in usposabljali stare računalnike ter s tem učencem, ki jih niso imeli, omogočili šolanje na domu. Od začetka akcije so šolarjem zagotovili že preko 1000 računalnikov. Denis Jerot in Mateja Danilović. Slovenija je za Matejo Danilović in Denisa Jerota slišala lani oktobra, ko sta se odločila s toplimi obroki pomagati tistim, ki si jih sami ne morejo kupiti. Ptujčana, ki vodita okrepčevalnico, sta se za dobrosrčno gesto odločila, ker sta opazila zadrege in preštevanje drobiža ljudi, ki so prišli po hrano. Pravita, da občutita srečo in veselje, če lahko vsaj za trenutek posameznikom izbrišeta skrbi z obraza. Monika Dobrijević. Epidemija novega koronavirusa in uvedba šolanja na daljavo je hitre spremembe zahtevala tudi pri učiteljih. Včasih ni bilo lahko najti načina za delo in vedno je bilo treba izkazati prilagodljivost. Monika Dobrijević, učiteljica nemščine na osnovni šoli Fokovci, se je v času zaprtja šol zaradi slabe internetne povezave, ki kvalitetnega izvajanja pouka ni dopuščala, odločila za poučevanje na daljavo s fizično prisotnostjo na šoli. Lara Črnko. Lara Črnko je študentka, prostovoljka in članica kluba prekmurskih študentov, ki je med epidemijo poskrbela za učence, dijake in študente, ki doma niso imeli ustreznih pogojev za pouk na daljavo. Zanje je izbrala več kot 30 računalnikov in tudi drugače pomagala otrokom iz socialno šibkejših družin. Lara Črnko kljub študijskim obveznostim pomaga tudi pri ustvarjanju gradiva, ki je v pomoč učencem za izobraževanje na daljavo. Renata Brnik. Renate Brnik pomanjkanje zaščitnih mask v Sloveniji v prvem valu epidemije ni pustilo ravnodušne. V svojem šivilskem salonu je pobrskala po odvečnem blagu in gumicah ter se lotila šivanja zaščitnih mask. Svojo vnemo in človekoljubnostjo je zašila in podarila okoli 1000 zaščitnih mask. Žiga Bizjak. Žiga Bizjak je dolgoletni prostovoljec Rdečega križa. Takoj že lani spomladi je sodeloval pri merjenju temperature na meji z Italijo. V drugem valu epidemije pa je ob rednem delu asistenta na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in pripravi doktorskega dela delal še na COVID oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tim Baumkircher. Tim Baumkircher je srednješolec, ki je v preteklih mesecih po 13 ur dnevno preživel v zaščitni obleki, da je lahko pomagal pri oskrbi okuženih starostnikov v domu upokojencev v Zidanem Mostu. S svojim delom je izkazal neizmerno kolegialnost in solidarnost do sodelavcev in oskrbovancev doma. Tim delo v domu še vedno opravlja. Sam pa skromno pravi, da mu takšno delo prinaša predvsem veliko praktičnih izkušenj in dodatnega znanja. Tim Baumkircher je po mnenju bralk in bralcev regionalnih spletnih medijev, ki so organizirali akcijo Heroji korone, tudi njen zmagovalec. Vljudno vabim Tima Baumkircherja, da spregovori v imenu vseh herojev korone, ki ste danes tukaj z nami. Izvolite.
Pozdravljen predsednik Republike Borut Pahor in vsi zbrani. V imenu vseh sodelujočih v akciji Heroj korone bi se rad iz srca zahvalil predsedniku države Borutu Pahorju za prejete replike priznanja Jabolka navdiha. Počaščen sem, da je delo, ki smo ga vsi skupaj opravljali, dobilo dodatno potrditev, da to, kar delamo, delamo prav. Mislim, da si ni nihče od nas predstavljal, da lahko nesebična, a hkrati zelo velika in v času jesenskega vala epidemije predvsem zelo potrebna dejanja posameznikov toliko doprinesejo k družbi. Z današnjimi prijetimi priznanji pa ste nam to samo še potrdili. Nikoli si nisem niti upal pomisliti, kako daleč lahko pride zgodba oziroma izkušnja mojega dela s COVID bolniki. Ko so me pozvali za delo s covidnimi pacienti, sem brez razmišljanja privolil, čeprav sem vedel, da me čaka fizično in psihično naporno delo naslednjih nekaj tednov. A konec koncev ničesar ne obžalujem. Dobil sem neizmerno veliko izkušenj, za katere verjamem in vem, da bodo pri mojem nadaljnjem delu več kot dobrodošle. Po drugi strani pa sem tudi osebnostno se zelo razvil. Nekaj pa zagotovo drži. Če ne bi sprejel dela, danes ne bi bil tukaj, kjer sem. Še enkrat iskrena hvala, da cenite naš trud in delo. Hvala Timu Baumkircherju. K nagovoru vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani heroji, nagrajenke in nagrajenci. Včeraj sem 11. zapored obiskal enega od regionalnih štabov civilne zaščite, včeraj v Zasavju. Te obiske izkoriščam tudi zato, da se vsem, ki so v prvem in drugem valu skrbeli za zdravje ljudi in kolikor toliko normalno življenje, zahvalim. Izrazim iskreno hvaležnost v mojem imenu in v imenu države. V pogovoru z njimi me posebej opozorijo, da so poleg tistih, ki so v tem času poklicani za to, da pomagajo ljudem in pomagajo z veliko mero profesionalnosti in srčnosti, tukaj še prostovoljci. Zato vedno ob teh priložnostih, tako na sestanku z štabi civilne zaščite, kot potem v izjavi za javnost, najprej in predvsem izrazim hvaležnost za dobroto in človečnost, brez katere ne bi tako uspešno premagovali te epidemije. Ob tem pa me posebej opozorijo, da poleg njihovih prostovoljcev obstajajo tudi prav posebni posamezniki ali majhne skupine ljudi, ki so v tem času vse povsod po naši domovini opravili neko delo, ki je bilo prav nekaj posebnega, ki je dajalo navdih, ki je dalo vedeti, da obstajajo posamezniki, ki te težke, grenke, tesnobne občutke spreminjajo v eno upanje, v eno samozavest, v eno solidarnost. Vi ste taki posamezniki. Vi ste tisti, ki smo jim vsi mi dolžni, in to z veseljem storimo, izreči več kot samo izraze hvaležnosti. Ampak tudi povabilo, da vaša dela odmevajo. Vem, da tudi za današnjo vročitvijo replike Jabolka navdiha mnogi ljudje zaradi vaše dobrote, seveda tudi znanja in profesionalnosti, ne bodo ostali ravnodušni. Vaše ravnanje tim in ravnanje vseh drugih bo prav gotovo naletelo pri mnogih ljudeh na občudovanje in želeli si bodo, da se bi tudi oni izkazali. In naj vam nekaj rečem, ko se ne samo v pogovorih štabi civilne zaščite v tem letu, v drugem valu epidemije, ampak tudi sicer pogovarjam z najbolj poklicanimi za reševanje in obvladovanje epidemičnih razmer v zadnjem letu, mi vedno pravijo,
da tisti, ki imajo največ upanja, največ optimizma, največ vere v to, da bomo enkrat premagali virus, so ljudje, ki so v prvih, recimo temu v narekovajih, bojnih vrstah, ki morda najbolj občutijo vse, bom rekel, težke okoliščine tega posebnega časa. Ti ljudje so najbolj optimistični, ti ljudje so najbolj polni vere. Medtem ko, če smo pošteni, dostikrat mi, ki nimamo teh neposrednih težav, dostikrat z preveliko mero nepotrpežljivosti in tudi kakšenkrat nestrpnosti, ki ne sodi, ne v te razmere, ne sicer v naše življenje, spremljamo te okoliščine in komaj čakamo, da bo vsega skupaj konec. V tem smislu je današnji sprejem zame velika čast. Ko sem v teh mesecih poslušal o delih posameznikov, ki navdihujejo, še nisem vedel, da vas bom danes imel zbrane tukaj. Danes ste. To je prekrasen zbor ljudi, ta razgled tukaj je veličasten, na ljudi, ki ste naredili nekaj posebnega in ste navdahnili javnost ravno v trenutku, ko se najavlja tretji val, ko bo znova na preizkušnji naša človečnost, ko bo treba stopiti skupaj in ko se bodo znova našli ljudje, tudi po vaši zaslugi, ker ste jih z vašimi ravnanji navdahnili, ki nam bodo pomagali, da bomo to uspeli prebroditi lažje, bolj humano, bolj človeško. Najlepša hvala. Hvala predsedniku republike. Sledi skupinsko fotografiranje. Prejemnice in prejemnike priznanja Jabolko navdiha vabim, da se predsedniku republike pridružite na stopnicah. In vljudno vas prosim, da ohranite potrebno medsebojno razdaljo tudi pri fotografiranju. Hvala. Thank you.